Lovska družina Laško je ena od 3 lovskih družin v občini. Poleg tiste v Jurkloštru in Rečici je že resna gospa. Saj letos praznuje okrogel jubilej, 70-letnico delovanja. Razumna je, v ravnanjih do narave in živali, zlasti divjadi. Trudi pa se tudi biti do ljudi, kmetov in vseh, ki jim je mar narave in ki pridejo z njo v stik. Njeno območje je na levem bregu Savinje. Lovnih površin pa ima 36 članov te družine, nekaj več kot 6400 hektarjev. Lovišče pa je veliko še nekaj hektarjev več. Njeni člani so sami taki, ki jim je druženje v zeleni bratovščini, kot si lovci rečejo med seboj, v veselje. Če bi imeli v svojih vrstah nekoga, ki je bil med ustanovitelji in bi bil trdnega zdravja, bi nam zdaj z verodostojnostjo lahko pomagal sestaviti mozaik o začetkih in nastanku naše družine, je na slovesnosti ob 70-letnici samostojnega delovanja te družine 11. decembra povedal njen predsednik Jože Benedek. Družina namreč o njenih začetkih nima trdnih pisnih virov, pač pa le ustne. Vsa leta kljub temu deluje dobro in trdno. In v kakšni kondiciji je družina po 70 letih? Ja, lovska družina Laško je ob tem jubileju, ki ga danes praznujemo, to je 70 let samostojnega delovanja kot lovske družine Laško. Jaz menim, da je v dobri kondiciji, sej kar zadeva to materialno plat, sej za enkrat, ampak nam to kondicijo jemlje osip članstva, ki je priroden in najbolj pogrešamo vstop novih, mlajših članov, ki bi nadaljevali z tradicijo, 70-letno tradicijo lovske družine Laško. Najbrž pa vam to kondicijo, o kateri govoriva, jemlje tudi država svojo regulativo, kako je s tem? Ja, ravno to, kot sem že malenkostno omenil, vsa ta regulativa, zakonodajni predpisi, razno drugi predpisi so namreč vsako leto malo ostrejši ali je še kakšnega zram, tako da zlasti starejši člani vsi, kako bi rekel, zgubljamo in zgubljajo voljo do vodenja, ker se čedalje manj ukvarjamo z našo to osnovno lovsko dejavnostjo, ampak imamo predvsem v skrbi in v mislih, da bo vse po regelcih, vse po predpisih, po zakonih in tako naprej. Sej mi tudi na samo delovanje družine v tem smislu, kar se tiče odvzema divjadi, praktično nimamo nobenega vpliva. Vse te plane, ne bom govoril odstrel, ampak mi govorimo o odvzemu, nam narekuje država in kljub našim predlogom, ki so usmerjeni v to, da bi se ta odvzem divjadi iz lovišča zmanjšal, nam po drugi strani te državne inštitucije to nalogo, bom rekel, vsako leto iz leta v leto povečujejo. Gospod Mastnak, kak je pravzaprav položaj lovstva v širši celjski regiji? Ja, položaj lovstva, bi rekel, je času primeren, ne. Vedno bolj se soočamo z raznimi problemi, to pomeni za posegi v okolje, tako kot tudi v drugih regijah. Veliki problemi, ki se porajajo, so nenadzorovani nevožnje po naravnem okolju, potem tudi razne druge, tudi krivolov je precej prisoten, potem tudi imamo veliko izgub, imamo tudi zaradi prometa, tako vsako leto, ne. Tako da v glavnem času primerno lahko rečem, da so tudi pač problemi. Za naslednjo leto tudi se že počasi pripravljamo za pripravo letnih načrtov. V mesecu januarju bomo izvršili redni letni pregled odstrela in izgub, tako kot vsako leto.
Lahko tudi rečem, da bo na enem izmed pregledov bo tudi Evropska inšpekcija prisotna, ampak predvsem zaradi tega, da se bodo spoznali z našim načinom dela. Kajti mi smo edinstveni v Evropi, ki imamo tako natančne evidence vodenja, tako strela kot izgub, kot nikjer v Evropi. To je naš informacijski sistem Lisjak, ki dejansko ti pokaže v vsakem trenutku, kakšno je stanje v Sloveniji, tako pri odstrelu, tako pri izgubah. In oni so izrazili željo, da bi pač radi se seznanili s tem našim sistemom, preko tako vodene evidenc, kot na koncu tudi pregleda odstrela in izgub. Treba se je ozreti kljub vsem težavam, ki jih imate, tudi naprej. Kako kaže, kje so perspektive vaše lovske družine? Ja, perspektive lovske družine so samo v čim večjem ozaveščanju ne samo lovcev, temveč tudi naše širše okolice, da ne bomo mi na eni strani v tej družbi imeli neke nasprotnike v obliki raznih civilno-družbenih gibanj, ampak da bi enkrat dojeli vsi, da je tudi lovstvo del vsakdanjega, ne vsakdanjega življenja, temveč je tudi naše poslanstvo predvsem v tem ohranjanju narave, v sonaravnem življu in v tem trajnostnem razvoju lovstva, ki pa je vendarle v interesu vse civilne družbe. Kako hud zaviralec razvoja je sicer država? Ja, lahko rečem, da se politika precej meša v lovstvo. Ravno zdaj v ponedeljek imamo sestanek na Lovski zvezi Slovenije, ker bo treba pač storiti določene pač ukrepe. Poglejte, Zavod za gozdove in kmetijski minister zahtevata za naslednje leto drastičen dvig odstrela jelenjadi, predvsem na področju kočevskega področja, Notranjske, Gorenjske in Prekmurja. Zaradi precejšnjih škod, ki jih jelenjad dela, ampak to, kar oni pripravljajo in zahtevajo od nas lovcev, lahko rečem, da bo to pokol jelenjadi in vkolikor ne bomo pač uspeli prepričati z strokovnimi argumenti, kam to pelja, bomo pač tudi prisiljeni obvestiti o tem javnost. Ampak jaz upam, da bo na koncu tudi prevladala zdrava pamet in da bo tudi politika začela spoznavati stroko in jo tudi začeti upoštevati, ker nažalost pri nas v Sloveniji je stroka drugotnega pomena, politika je tista, ki vodi tudi lovstvo. Kako nenaklonjena je javnost vašim prizadevanjem? Ja, javnost različno gleda na našo dejavnost. Eni bi najrajši vse zaščitili, to pomeni, da sploh ne bi smeli izvajati lova, nekateri bi pa najrajši videli, da bi tudi vse postrelili. Tako da smo mi nekje vmes, lahko rečem, da lovska organizacija je ena izmed redkih organizacij, če ne edina v Evropi, ki se tudi bori za zmanjšanje odstrela in tudi precej veliko skrb tudi posvečamo, bi rekel, naravnim habitatom in ohranjanju življenjskega prostora divjadi, ker lahko rečemo, da mi imamo zelo veliko pestrost živalskega sveta. To je tudi zahvaljujoč nenazadnje tudi naši lovski organizaciji, ki že več kot 100 let skrbi za divjad v naših gozdovih. In tukaj je potrebno samo javnost seznanjati o našem delu. Poglejte, mi vsako leto upravimo v Sloveniji lovci preko 1 milijon ur brezplačnega dela. In za to brezplačno delo, ki ga upravljamo in tudi odstrel, ki ga izvršimo, tudi državi plačamo koncesijo.